Hvala, gospod, te smo prav povedali. Izvolite. Jaz bi rada sam podala, da na agenciji spremljamo pač to onesnaženo zraka z delci, med drugim, in da je pač čisto odvisno, kje ta merilna mesta stojijo, ne? To bi zelo rada podala. Maribor konkretno, glede število prekoračitev, je pač stoji ob cesti, kjer ima 46.000 vozil na dan. In pač, če se postavimo nekam eno cesto, kjer je dosti manj prometa, bo teh prekoračitev sigurno manj. Tako da to ni reprezentativno za celo mesto Maribor. Tako kot Ljubljana, pač ta lokacija je na Ljubljani Bežigrad na naši agenciji, na dvorišču. In je pač kot lokacija urban background nekako pač definirana. Po uredbah to pomeni, da je pač stran od nekih večjih virov, da pa pač vplivajo promet, da so pač tam trgovska središča, stanovanjska področja. Pač to je treba vsako postajo pač posebej podatno, pa vedno, da pač se ne da v svojim koš metati. Niso lokacije standardizirane? Ja, lokacijsko so vse analizirane in pač tudi ja, vse in tudi tipi postaje so vse postaje. Ljubljanske je bilo pravo, ne? Ja. Ja, pač ta delc merimo od leta 1998 v Ljubljani. Ampak sem rada bi povedala, da se je vmes spremenila tudi zakonodaja, ker mi smo sprejeli evropsko zakonodajo za to 2002. Prej pa je veljala iz leta uredba iz 94. leta o emisijskih vrednosti snovi v zrak, kar so pač pomenilo drugačne mejne vrednosti, glede števila preseganj, pač drugačne meje so bile postavljene. Hvala. Ja, gospod minister, veste, da se... Ja, samo še par odgovorov, ja, mogoče, da se bo dr. Črnina kratko še oglasil, ki je tudi velik strokovnjak za področje trajnostnih vprašanj širše, pa tudi prometnih. Najprej bi ocenil, da je bila vsebina te razprave izrazito, motivacijska tudi zame kot ministra. Vsi podpirate to usmeritev v trajnostni promet. Je prav, da smo to razpravo opravili ob testu, ki ga je pač tudi, mislim, zelo korektno pojasnil magister Tauzes in jaz bi v tem kontekstu to zgodbo zaprl. Govori pa o tem, kako občutljiva je vsaka izjava, ki je povezana na način in kvaliteto življenja ljudi in rekel, običajne vedenjske vzorce. To je res zelo občutljivo in tega se zavedamo. Nekaj vprašanje je bilo, mestna občina Nova Gorica je uvedla brezplačni mestni avtobusni promet, pohvala, pa naj še katera druga slovenska občina sledi. Potem v tem gradivu, ki ga imamo tukaj, to je program varstva okolja za mestno občino Ljubljana, je zelo zanimivo poglavje, ki govori o emisiji škodljivih snovi in ocena trendov in tukaj je bil gospod prijatelj rekel, ni samo promet, oni zelo dobro govorijo na primer o emisiji NOx-ov, potem tudi govorijo o optimizaciji kurjenja premoga v Tetolu, ali pa SO2 govorijo, potem CO2 je, prej ni, magister Tauzes odgovorno vprašanje, CO2 in avtomobili, velika evropska zgodba, ki nas čaka v predsedovanju, to sem zadnjič omenjal med Francijo in Nemčijo. Velika tema. Francozi pa Italijani imajo nekoliko avtomobile nižjih moči, Nemci pa nekoliko močnejših. In to je na koncu zelo resno vprašanje kompetitivnosti, torej temu se reče konkurenčnosti. Potem v tem programu tudi Ljubljana omenja emisije trdih delcev, tako da to je zanimivo gradivo. Tudi na vprašanje gospoda prijatelja, seveda poznam ta poziv strani skupnosti slovenskih občin. Eden od odgovorov na to je tudi ta priporočilo ministra za pripravo občinskih program varstva okolja in eden od segmentov je pač kvaliteta zraka. In mi gremo zdaj naprej, po tej poti gremo naprej. Zdaj, nekaj drugih vprašanj je bilo še odprtih. Kar nekaj tem je tukaj, ki je povezani z našimi kolegi, ki so na prometu, to moramo priznati. Jaz sem takoj ponedeljek z magistrom Žerjanom govoril in je dogovorjeno, da tudi to koordinacijo med nami, ki obstaja, da jo še okrepimo. Omenjena je bila resolucija o prometni politiki Republike Slovenije, ki mora biti tudi orodje, ali pa ne orožje, orodje aktualnega ministra za promet, ko se bori za proračunska sredstva. In v Sloveniji se je zdaj počasi izčrpal, rekel, morda dvojno obdobje let debelih krav za cestni promet in sedaj se je odprlo novo obdobje. Postopamo v čas železniških rešitev. Dejstvo je očitno, da je bilo preprosto potrebno,
da je tudi v smislu regionalnega razvoja, da se je to zgodilo in sedaj gremo naprej. Ne. To je lahko tudi razvojno vprašanje, ne. Ali se je preveč usmerilo zgolj v samocestni promet. To je vprašanje, ampak tu boste priznali poslanci, ni važno, katera poslanska skupina je bila tu. Tu so imeli ti projekti vedno skoraj soglasno podporo. Ne. Ampak vedno smo pa in ste opozarjali tudi na železnici. To drži. Potem omenjeno je bilo vloga kolesarskih poti. To govori o kvaliteti življenja ljudi, ki so nam lahko morda nizozemci vzora, pa še kateri. In tukaj bi podprl v kombinaciji z kolegom z prometa. Koordinacija med resori, tako je. Odgovor na vprašanje, ki je bil danes strani gospoda Hama je bil, kaj pa je v Münchnu, kaj pa je v Rimu, ne? Še više vrednosti zmerijo, kot je v Sloveniji. Ne? Nima točnih podatkov, ne? Ampak kljub temu, da so oni šli v te elemente javnega prevoza. Ne? Najverjetneje bo tudi njih prej slej čakala kakšna odločitev o zgoščevalni, taksi za to zgoščevanje. Ne? Tukaj bi rad samo še enkrat ponovil, ne? Da vlada o dajatvah za vstop v mesto ne razmišlja. Vlada razmišlja o tem, da bi predvsem bistveno več energije in financ in prostorske zgodb usmerili v motivacijo in izgradnjo javnega prevoznega mreže. To je naša ključna usmeritev. Omenjena je tudi bilo vprašanje delcev, ki nastajajo pri izkoriščenju lesne biomase. Mi dobivamo občasno ministri, ko pridemo na kakšen okoljski svet, kakšen dopis, katere ali od strokovne asociacije, ker Evropa, veste, ni enotna glede izrabe lesne biomase, ne? To je treba povedati, ne? In to ima tudi delni vpliv, niste odgovorili na vprašanje, kakšen vpliv ima na delce imajo korišča, procentualno koliko? Procentualno zelo težko reči, ne? Pač na agenciji smo naredili pilotni projekt, recimo konkretno primer Trbovelj, ker vemo, da v okolici naše postaje kar nekaj korišč, kar je pač malo bolj nerazviti del mesta, in smo ugotovili, da nekje 12% prispeva individualna korišča. Vse ostalo je bil promet in pa pač konkretno v Trboveljah, recimo cementarna Trbovelj velik prispeva. Samo še, veliko drugih vprašanje je bilo, tudi recimo rekli ste, kako bi na veliko mega zabavišče vplivalo na te kante. Ne? Jaz bi si tu dal oklepaj, pa bi si dal poučiti, da ne bi naprej odgovoril. Najverjetneje pa večja količina in število, še posebej avtomobilov, ki uporabljajo dizel gorivo, na podlagi prejšnje izjave bi to število povečali, ne, znižali jih ne bi, ne, ampak vprašanje, če to, torej tu bi si želel podločiti, razen če lahko na to vprašanje odgovori. Potem je vprašanje Chemiplasa tukaj, ki je vezano na nekatere druga vprašanja, zelo občutljiva. Jaz sem imel več stikov v zadnjem obdobju, še posebej z mestno občino Koper, z županom. Bil je dogovor, da sedaj je ključna komunikacija mestna občina lastnik Chemiplasa. In tam se je župan zdaj odločil za zelo rigorozne ukrepe. Preko sodnih poti doseči, da se tam preprosto del proizvodnje zapre. Ne? Vse naše rešitve, ki so bile vezane za pripravo vodnih kreditnih aranžmajev za preselitev, morda od katerih drugih držav, ampak najverjetneje ne državo EU, kajti ena država je bila tudi Madžarska, ne? Zdaj smo vsi v EU, ne, so še vedno odprti, ne? Tako da ta pomoč lastnika za ugodnim kreditnim aranžmajem je odprta za to. Je celo dogovor, kako bi se to rekel, katera linija bi se tukaj spovedala. Tako da tukaj malo v bližnji prihodnosti se opet dobi ta komisija pri nas v Ljubljani. Podpora javnemu avtobusnemu prometu. Nekako nisem formalno pristojen za to, ampak mislim, da bo to eden od prvih ukrepov, ki bo moral biti sprejet, kajti to je že sistem, ki deluje in ga ne smemo dopustiti, da bi se nam sesul. Ker to je javno prevozno sredstvo, ne so avtobusna linija, ki odlično delujejo na šolstvu, podjetja še vedno jih tudi rešuje in občine z njimi in tako naprej. Hvala lepa. Hvala.